Vključuje namreč tudi najem investicijskega kredita. Moram reči, da se letos lotevamo oziroma naslednje leto bo v polnem teku investicija v obnovo muzejske hiše, ki zahteva zalaganje proračunskih sredstev, ker gre za projekt, ki ga bomo sofinancirali sredstvi Interrega. Tu pa je vračilo sredstev z zamikom. Da bi prebrodili to obdobje, bodo najeli kredit. V prihodnjem letu namreč načrtujejo še več drugih naložb. Planiramo, da nam sredstvi kohezije, se pravi iz dogovora za razvoj regije, uspe začeti z gradnjo kanalizacije Vapča vas, Sadinja vas, Trata. Imamo v načrtu nekaj pločnikov in javnih razsvetljavcev, se pravi Stranski vasi na Štrekljevcu, ki že vrsto let čakajo na svojo izvedbo, na uresničitev. Več kot 200 tisoč evrov bodo vložili tudi v obnovo komunalne infrastrukture. Seveda pa imamo v industrijski coni tudi še namen odkupiti okrog 10–11 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, ki jih bomo potem lahko prodajali novim zainteresiranim kupcem. Svetniki so bili zadovoljni, da je proračun investicijsko naravnan, saj skoraj polovico predloga proračuna namenjajo naložbam. V razpravi pa so nanizali še nekaj predlogov in potreb. Nekateri se niso strinjali, da bi bila v proračunu ta postavka vezana na pokritje balinišča. Predlagali so, da denar raje namenijo za javno razsvetljavo do Vapče vasi, gradnjo mrliške vežice na Gradniku oziroma prenovo kuhinje v vrtcu. V skladu s poslovnikom gre proračun, ko ga občinski svet sprejme v prvi obravnavi, potem v javno obravnavo, kjer javnost ima možnost povedati svoje pripombe, želje, predloge, tudi preko zborov občanov, ki se bodo odvijali po vaških središčih. Z javno obravnavo predloga proračuna bodo začeli že 27. in 28. ta mesec, ter nadaljevali po novoletnih praznikih. Sicer pa je županja zadovoljno zaključila včerajšnjo sejo, zadnjo v letošnjem letu. Lahko rečem, da smo bili v tem letu uspešni, da smo se tisto, kar smo zadali po večini, res izpeljali. Je dejala in svetnikom voščila lepe praznike.